Zdravo, otroci, tukaj Peter. Danes bomo poslušali pravljico Prijazni gospod Medved, ki jo je napisal Steve Smallman. Gre pa takole. Gospod Medved je bil zelo prijazen. Ko so ga živali srečevale v gozdu, je medved dvignil klobuk in rekel: Dober dan. In vsakomur namenil topel nasmešek. Vedno je z veseljem pomagal. Gospod Medved je pomagal živalim doseči reči, ki so bile visoko nad tlemi. Pomagal jim je nositi stvari, ki jih same niso mogle dvigniti. Nudil jim je zavetje pred dežjem. Vedno je pospravil po zabavah, ko so se vsi drugi že odpravili domov. Nikoli mu ni bilo težko pomagati komurkoli. Toda, ker je bil gospod Medved v gozdu tako dolgo, odkar so živali pomnile, so te njegovo pomoč jemale kot samoumevno. Nihče se ni niti več spomnil, da bi se mu zahvalil. Gospod Medved je postal zelo utrujen in nekoliko žalosten. In nato je zbolel. Nos je imel ves smrkav, glava ga je bolela in zelo ga je zeblo. Ogenj v njegovem kaminu je ugasnil, toda bil je prešibak, da bi lahko nabral nekaj dračja. Gospod Medved je ležal v postelji v svoji votlini. Bil je povsem sam in dolgo časa se je zdelo, kot da nikomur ni mar za to. Na vrt gospoda Jazbeca je padlo drevo. Lahko umakneš to drevo, gospod Medved, je rekel Jazbec. Toda gospoda Medveda ni bilo tam. Veverica je nabrala veliko vrečo lešnikov, toda bila je pretežka, da bi jo lahko odnesla v svojo hišo v drevesni duplini. Dvigni te lešnike, gospod Medved, je zaklicala veverica. Toda gospoda Medveda ni bilo tam. Družino mišk je ujel dež. Gospod Medved, dež nas bo zmočil, so vzkliknile. Toda gospoda Medveda ni bilo tam. Je zagodrnjala gospa miška, vsa sem premočena. Kje je tisti medved, kadar ga potrebuješ? Miške so vse čemerne odhitele domov. Toda najmanjša miška je bila zaskrbljena. Odhitela je do votline gospoda Medveda. Našla ga je vsega bledega, bolnega in premraženega. Ojoj, je zasopla. Je s tabo vse v redu? Pravzaprav ne, ljuba moja. Toda hvala, da si vprašala, je zašepetal gospod Medved. Miška je stekla skozi gozd in potrkala na vsa vrata. Kaj pa je? So vzkliknile živali. Gospod Medved, zbolel je. Zbolel? Je vzkliknila veverica. Toda on nikoli ni bolan. Vedno je tukaj in nam pomaga. Ja, toda kdo zdaj pomaga njemu? Je vprašala miška. Živali je postalo neznansko sram. Spomnile so se vseh stvari, ki jih je gospod Medved storil zanje in kako malo so one v zameno storile zanj. Pozneje tisti dan je bil gospod Medved
nad vse presenečen, ko je pred svojimi vrati zagledal vse svoje sosede. Gospod Jazbec mu je prinesel nekaj dračja in kmalu je v njegovem kaminu spet zaprasketal ogenj. Veverica mu je prinesla skodelico svojih najboljših lešnikov in gospa Zajklja mu je skuhala velik lonec korenčkove juhe. Miške so mu prinesle veliko odejo, v katero se je gospod Medved ovil, in kmalu mu je postalo prijetno toplo. Živali so izmenjaje posedele z gospodom Medvedom in pazile nanj, dokler se ni počutil bolje. Gospod Medved še vedno pomaga drugim živalim, kadarkoli lahko. Toda zdaj tudi živali pomagajo njemu, kajti to prijatelji počno.